Blagoslov vsem, ki tole poslušate. Nisem glih maneken, da bi me gledali, ampak dobro poslušajte. Zdaj smo se prejšnji teden precej ukvarjali z kandidaturo našega člana in smo prišli na koncu do 145. člena, druga samouprava. Sem rekel, bom nekaj povedal o tem, kako si drugo samoupravo narediti. Jaz sem že to letos pomlad začel, oziroma že pred parimi leti, 2018, 1. aprila, sem začel projekt 600 milijonov sadnih dreves v Sloveniji do 2025. Naredil sem nekaj videoposnetkov, tudi Marjana Šarca pozval, da naj da milijardo na leto investicije za samooskrbo v Sloveniji, ne več za asfalt, za železo, za beton. Odziva ni bilo, po 2 letih sem rekel, kaj zdaj? Pol bomo pa to brez denarja mogli narediti. Brez denarja bomo pa naredili tako, da bomo vsak 300 pešk posadili, sadnih. Zakaj s peškam prideti do penziona v 7 letih? Zato, ker po 7 letih zraste toliko drevo, da je gor že ena košara sadja. Povprečno nekje, odvisno orehi malo več, kakšni drugi sadeži malo manj. Recimo jaz imam zdaj 20 kakijev imam gor na Gorenjskem, ko sem ga 2018 posadil. Nešplo sem posadil 2019, to so bile sicer sadike, jih je zdaj gor enih 50. Orehi so pa po njih 9 letih letos prvič rodili. Zakaj 300 pešk do raja? Zdaj prisluhnite vsi tisti, ki verjamete v raj. Gremo na začetek. Adam pa Eva sta živela v raju. Jedla sta sadje in zelišča. Nista imela bankomatov, nista imela fakultetne izobraze, noben ni bil doktor, niti supermarketa nista imela. Zdaj so te časi, ko nam denar vlada. Tega ni bilo na začetku. Če se dobro spomnimo, Feničani so se izmislili denar. In do takrat so pa čudežno vsi brez denarja preživeli. In zdaj gremo pa na to zgodbo. Ko sem jaz rekel, da bom predstavil še enkrat malo bolj podrobno Zakon o rodovnih posestih, katero navdih sem dobil, za katero navdih sem dobil. Po branju Anastasije leta 2016, december in 2017, januar, to je 10 knjig, po 200 strani. Ta ženska v ruski tajgi živi in je dosegla, da je ta njena svetla informacija je premala, ampak kar načrt za zgraditi si raj na svoji posesti spravila v svet, v javnost preko Vladimirja Megreta in dosegla celo to, da je ruski predsednik Vladimir Putin 2006. Leta sprejel zakon o rodovnih posestih, kjer je na rusko, mislim, da kitajski meji, dal ljudem od 2 do 4 hektare zemlje. Bolj neporaščeno, bolj pusto, ampak nekateri so se res odločili in so šli tja živeti in so že vasi in ljudje so tam prav srečni. Zakon je pa tako napisal, da vse, kar tam pridelajo, je neobdavčeno in vse, kar prodajo v mestu, je tudi neobdavčeno. Zdaj, ko imate vi načrt za hišo, še nimate hiše, imate pa načrt. In je treba hišo narediti. In raj se pa naredi tudi tako, da je treba peške posaditi, če nimamo denarja. Jaz v bistvu eksperimentiram s tem, da probam brez denarja preživeti, tako kot živali na zemlji. In imajo tudi nekatere živali več pravic kot ljudje. Srna ne rab hoditi na fakulteto, niti pasoša nima, bankomat kartice nima, zdravstvenega vzdrževanja nima, pa ona kar zaupa svojemu instinktu, da se da preživeti na zemlji. Ve, kje je hrana za ston, ve, kje se naredi bivališče. In v tej smeri sem jaz že kar nekaj časa razmišljal. 2015 sem si naredil poskus, kako preživeti z nabiralništvom. 2015 sem jaz nabral v 4 mesecih 230 kg gozdnih sadežev, od borovnic, robid, kostanja, gobe in tako naprej.
In prišel sem do zaključka, da eden od staršev lahko samo v nabiralništvo se gre. Poznam primere, ko so si hišo naredili samo iz borovnic, ki je bila ženska toliko pridna. Poznam primer, ko so si hišo naredili iz štorok pred 30 leti. No, tako živijo živali. Zdaj pa grem jaz govoril bom o dveh velemafijskih organizacijah. Ena je Rimokatoliška cerkev, ki je največja zasebna lastnica v Sloveniji, ima 70.000 hektarjev zemlje, drugo je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ki ima 400.000 hektarjev zemlje in jo dajo v najem. Zdaj pa si pogledamo, kako država skrbi za državljane. Se pravi, Sklad kmetijskih zemljišč Republike Slovenije je od koga? Od nekaterih privilegiranih krogov ljudi, ki so iz ene stranke in ki živijo na račun tega, da dajo državno zemljo v zakup, v najem ostalim državljanom. No, tako država skrbi za državljane po telem členu ustave. Država ustvarja možnosti, da se državljan lahko pridobi primerno stanovanje. Ja, kaj pa, če bi si pridobil primerno zemljišče, kjer bi lahko v 7 letih prišel v penzijo? 78. člen ustave je to. 72. člen ustave, vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Ja, pa kje pa je najbolj zdravo življenjsko okolje, če ne na robu gozda, na jasi, imaš malo gozdička, sadovnjak in vrt. Se pravi, očitno 72. člen ustave nam tudi ne gre glih na našo korist. 34. člen, vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. Pa kakšna varnost pa imaš, če nimaš svoje hrane? V bloku je varnost, pa pravijo v službo pet, boš dobil plačo. A res? Kako pa žival, veverca poskrbi za svojo varnost? Tako da pobere hrano, kjer ji pride, kjer ima čas. Se pravi, veverca ima več pravic kot človek. Človek gre v zapor, če gre sosedu po orehje, veverce ne moramo zapreti v zapor. Se pravi, to je to absurdno življenje tle na zemlji in zdaj vidimo, da nam ustava nas ne ščiti in da je vse samo na papirju, drugače so pa to posamezne družine, ki izkoriščajo naše skupne resurje, se pravi zemljo, ki nam omogoča, da smo neodvisni, samooskrbni in v penziji v 7 letih, tudi če nimamo denarja, speško naredimo si svoj raj. Po Anastasiji. To so te državne zadeve. 400.000 hektarjev. Zdaj nekaterim dajo po 100 ali več tisoč hektarjev, da obdelujejo, recimo vse ta velika polja, Blejsko polje, Kranjsko-Sorško polje, Dravsko polje, to so velike zadeve in to ima en v najemu in gor z 12 kubičnimi gnojnimi cisternami trusijo po teh travnikih in gojijo koruzo, ponovadi gensko spremenjeno, zato da imajo 200 do 500 krav zaprtih nekje v hlevu. Tako pri nas gleda kmetijstvo. Lanskrat sem bil na posvetu kmetijskega ministrstva, oni zbirajo ideje, itak je to samo farsa, naredijo itak po svoje. Eden je imel 100 hektarjev zemlje, se je javil tam, prav, bom rekel, nesramen, korajžen, pogumen in je pač preživelo 4-člansko družino 100 hektarji zemlje, da je, ne vem, pa imel koruzo in krave zaprte v štali. Potem se je javil še eden, ki je rekel, da on pa za zelenjavo na 1 hektarju preživi 4-člansko družino. A smo si zdaj na jasnem? Na 1 hektarju 4-člansko družino preživi. Zdaj pa si razmislite, 400.000 hektarjev krat 4 je 1.600.000. Pol ima pa še cerkev 70.000 hektarjev, krat 4 je 280.000, smo že na 1.700.000. Pa to so samo od teh dveh organizacij. Kje so pa šolske površine, občinske površine, parki? Lejte, poslušajte. Jaz sem imel dosti časa študirati, zato ker so se odločili, da me bojo uničili, pa sem rekel, jaz imam čas.
in sem naštudiral, kako sklad kmetijskih zemljišč laže in krade državljanom in sem prišel do tega, kako cerkev laže in krade svojim vernikom. Zdaj gremo pa podrobnosti. V 7 letih bi lahko prišli vsi Slovenci v penzion. Mi imamo zdaj staro državo 31 let. 4-krat bi že lahko vsi Slovenci prišli v penzion, s tem, da bi vsak eno peško na dan posadil. Kje so zdaj ministri za kmetijstvo? Kje so predsedniki vlade? Kje so predsedniki držav? Zakaj nimajo takih idej? Ja, Bog vas blagoslovi, da boste pa le dobili kakšno modrost v glavo. Kam smo prišli? Prišli smo do zadnjega poglavja v razodetju. Oziroma v Svetem pismu, razodetje. Zdaj nas čaka, zakaj rabimo mi drugo samoupravo po 145. členu? Zato, ker po razodetju 13:17 piše, da nihče ne bo mogel kupovati in prodajati. Halo? A razumete? 1900 let stara prerokba nam prav, naredite si drugo samoupravo, ker drugače boste lačni, v enem tednu boste pokleknili in izgubili dušo oziroma svobodno voljo. Predal sem vam že letos, da je vse pripravljeno že 13 let najmanj čipirani ljudi. Ta čip je tako močen, da ti ne moreš slišati notranjega glasu Boga. Imajo tehnologijo, ki se ji reče Voice of God, se pravi glas Boga. In to so ljudje z računalnikom, ki imajo mikrofon in ki ti preko teh tehnologij mikrovalovnih daljinskih v glavo sporočajo notranji glas, ki pa ni od Boga, ampak je od obiščevalcev. In to je Voice of Satan. In ta čip je 100-krat močnejši. In če hočeš Boga slišati od duha, moraš biti v tišini. In ta čip te tišine ne bo omogočil, zato bo takrat dostop do Boga onemogočen. In to boste na lastno izbiro si izbrali, upam, da ne, ker zdaj veste, zakaj gre, in zato rabimo mi drugo samoupravo, samooskrbo. Na vseh nivojih. Seveda je najbolj ljudi skrbi, kaj pa če si bom nogo zlomil. Ja, se pravi, rabimo enega zdravnika v naši skupnosti oziroma v teh povezanih ljudeh in enega zobozdravnika. To jih najbolj skrbi. In na tem moramo delati, da bomo ljudje se povezali med sabo in bomo začeli blagovno menjavo delati. Jaz danes nimam nobenega denarja, ampak sem prinesel 4 kile orehov Mihaelu, ko sem bil v Bovcu na soški zračni fronti, kjer sem zadržal chemtraile, da niso prišli iz Rezije v Slovenijo. Slučajno sem se še zraven najedel pečenih orehov. Se pravi, blagovna menjava je mogoče, začnite. Jaz sem si že pred 4 leti s česnom kupil copate oziroma natikače, šel na koncert, zobarju sem pa plačal z 2 kozarcem brinovih jagod in pa melisinga metinga čaja. Blagovna menjava je čisto mogoče, to je čist, zadeva funkcionira. 300 pešk do raja je na YouTubeu, si ga pogledajte, kako sem jaz na svoje posesti pokazal za 11-letne otroke, kako oni pridejo od 11. do 18. leta do svojega parka, ki bojo lahko od njega živeli. In pa 18 ne bo rabo hoditi v službo za to, da bo svoj trebuh napolnil. Tisto je samo še hobi. Razumete? In največ zemlje je imel Rim. Rim je potem postavljal kralje in vladarje in oni so pač jim odstopili zemljo. Potem skozi zgodovino so se razne vlade postavljale in v Sloveniji pač je bila to komunistična vlada, ki je upravičeno cerkvi vzela zemljo. Se strinjam. Ampak pogledajte ga zlomka, zdaj imajo pa te 5-krat več zemlje, pa isto ne dajo svojim vernikom oziroma državljanom. Ampak samo za privilegirane posvečene. In ne se hecati. Pa koga boste vi farbali? Dvojni doktorji morajo biti ljudje, da bojo hodili v službo. Dajte hektar zemlje. Golob. Hektar zemlje. Pa smo rešeni. Zore. A boš prebral kakšen Svet pisem, še kakšen stavek? A ti ga jaz preberem? Stanislav Zore. No? Lej, najprej te blagoslavljam, da boš dejal. Mogoče boš se spomnil še kaj drugega. Lej, jaz sem imel čas, Zore, tole prebrati. Študijska izdaja. Ne? In tle, ko odpreš knjigo, na prvi strani se začne, to je zdaj za vernike, pa za Zoreta.
Glejte, vi ste v sodbi, a ne? Vi ste v sodbi. Zakaj? Zato, ker prva Mojzesova knjiga. Prvi stavek v Svetem pismu ne rabite 2000 strani prebrati, koliko sem jih jaz. Da ja nam, ki je izgubil, a ne? Prvi stavek piše sledeče. Začetki sveta in človeštva. Bog ustvari vesolje in človeštvo. Prvi stavek. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Bog je ustvaril nebo in zemljo. Ne Rimokatoliška cerkev. Torej, Rimokatoliška cerkev, Stanislav Zore. Pa ja, menda, vi niste Bogu zemljo ukradali. To je pa hud greh. Eden od 10 božjih zapovedi pravi, ne kradi. Tako da, hoplaci fizel, zdaj smo vas dobili, ne? Zdaj pa gremo malo še v podrobnosti. Ne, to je prvi stavek. Pa gremo naprej. 10. stavek pa pravi takole. Bog je kopno imenoval zemljo, zbrane vode pa je imenoval morje. Bog je videl, da je dobro. Ne Rimokatoliška ni videla, da je dobro. Bog je videl, da je dobro. Na to je Bog rekel, zemlja naj požene zelenje. Rastline, ki daje seme in drevje, ki na zemlji rodi sadje s semenom po svoji vrsti. Zgodilo se je tako, Rimokatoliške cerkve še ni bilo. Zemlja je pognala zelenje rastline, ki daje seme in drevje, ki rodi na zemlji sadje s semenom po svoji vrsti. Bog je videl, da je dobro. Rimokatoliške cerkve še ni bilo. Vi ste ukradli Bogu zemljo. In gremo naprej. Bogatstvo in hoja za Jezusom. Stanislav Zore, dobro poslušaj. Lojze Grebenc, dobro poslušaj. Mi, da se še kar poznava, bivši tajnik Slovenske škofovske konference. Ti imaš greh nad sabo. Sem ti ga povedal. Jezus pa je rekel svojim učencem, resnično povem vam, bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo. In spet vam povem, lažje gre kamela skozi ševankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo. Kje smo že prebrali? 70,000 hektarov. Tlele, evo. 2018, 27.11. Nepremičnine v lasti katoliške cerkve. 741, no ta številka bomo v hektarje spremenili, 74,000 hektarjev. Največji bogataš v Sloveniji. Rimokatoliška cerkev ima največ zemljišč po svetu. Ampak pustimo zdaj to. Recimo Španija, Francija 20%. Zemljišč je v rimokatoliški lasti. To je Vlado Began napisal. Sam, da tole prevedem, se pravi, največji zasebni lastnik zemljišč na Poljskem in Portugalskem okoli 20%, v Španiji 20%, Italiji, Mussolini z luteransko pogodbe cerkve vril 5 milijonov hektarjev zemljišč in tako naprej. V Sloveniji pa tako, kmetijsko zemljišče imajo skoraj 12,000 hektarjev, to je 12,000 štiričlanskih družin. Gozdna zemljišča 54,000 hektarjev. A veste, koliko je to? Enih brunarcev za ston. 54,000 hektarjev pokluka. Jaz sem bil 2017, zdaj pa direktno povem. 2017 sem bil jaz v Čebelnaku, oziroma uradno se reče točilnica za med, ampak si notro dal prespati, celo zimo. Iz 2016 na 2017. V podhomu in grem jaz v zasipu k maši. Vzamem tole knjigo, sejko zdaj pa, da ga vidim tega le. Matija, ki let razbija, duhovnik v zasipu. On bere Izaijo, če srečaš nagega, ga obleči, lačnega nahrani, žejnega napoji, bolanega pozdravi. Sem rekel, idealno, jaz rabim pa zem, cerkev pa ima. Jaz ga počakam, konc maše pride ven, sem rekel, gospod župnik, po mojem bi nam vi lahko pomagal. Ja, kaj pa je, stopite z mano, gremo gor. No, ja, postreže, svinjska šunka, pa take stvari, ne. In malo piškotov, no, z besedo na dan. Sem rekel, ja, oba dva so na socialni, hrana je zaslepljena, bi da so vrtičkarja, nimamo zemlje, bi se dal kaj od vas dobiti. Bom malo premislil, ne. No, možakar je 2 meseca premišljal, pa je pa rekel, da nima. Pa čakaj malo. A nismo mi dva Izaijo brala v nedeljo, ko so se srečali pri cerkvi? Se pravi, vera brez del je mrtva. Le tole lahko na pamet znate. Sam, če ni dejanj, vera je mrtva. Če imaš ti načrt za hišo, pa ga ne narediš hiše ni. Halo, vera brez del je mrtva. Čakaj, že to piše. Če to pa nek piše v Svetem pismu, da se na odrekal, sem se jaz mislil.
Jakob, 2. Vera in dela. Zore, dobro poslušaj. Lojze Grebenc, dobro poslušaj. Kaj pomaga moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Kaj pomaga, če imaš načrt za hišo, hiša ne stoji? Mar ga lahko vera reši, če sta brat ali sestra gola in ima manjka vsakdanje hrane. Pa ima kdo izmed vas reče, pojdite v miru. Tako je on nama rekel, pojdite v miru skoraj, ne? Sam zemlje pa ni dal. Se pravi, v nedeljo on priča, pridi ga o Izaiji, Svetem pismu, ko je pa treba dejanje narediti, pa, kako se reče temu, se skrije. Poglejte se in najejte, a jima ne daste, kar potrebujete za telo. Kaj to pomaga? Tako je tudi za vero, če nima del, sama zase je mrtva. Evo, to so 4 stavki iz Svetega pisma, Stanislav Zore, 54,000 hektarjev gozdov, mislim, da je to smreka pokluka, fino za brunarce, 12,000 hektarjev rodovitnih površin, na 1 hektaru je 100 sadnih dreves, po 20 letih je gor, 200 kil jabolk. Komu boste vi vero prodajali? Meni ne. Zakaj ne? Zato, ker sem jaz tole 20 prebral, pa ne enkrat, večkrat. Zato vem, kaj noter piše. In vem, da vi ne delate tega, kar bi mogli delati. Pa sem imel pa jaz še časa, veste. Pa sem prebral še tole, harmoniko. Reče se pa Veliki Janezov evangelij. In v 8. knjigi noter piše, da bo lažni prerok v Rimu. In da Jezus pride nazaj pred letom 2030. Kaj pa zdaj? Kaj bomo pa zdaj naredili? Glede na to, da je država zatajila z svojimi ustavnimi zakoni, da je cerkev izdala Jezusa in svoje vernike. Ne nazadnje lanski Zore povabil vernike, da ne skrbijo za svoje telo in dušo in ne se grejo po maši cepiti. In to je bilo za 15. avgusta za Marijin vnebohod na Brezjah. Dobro vemo, da ta cepiva so strupena in da veliko je. Ampak kar papež kaže, to more slovenski nadškof narediti. In Stanislav Zore, blagoslov tebi in nebeško svetlobo, da se boš lahko zmazal pred peklensko sodbo. Drugače se pa lahko začnete kar skrivati po luknjah, ker čas je že tak, da boste rekli hmal skale, pa dite na nas. Kakor je eden zanč rekel, naš predsedniški kandidat, da cerkev je razkrinkana, vlade pa tudi. In ura je že taka, da se boste mogli vprašati po svoji vesti in po svojem srcu. Zakon o rodovnem posestvu si ga lahko pogledate na pravapeticija.com oziroma peticija online zakon o rodovnih posestvih, ki samo iz 4 členov. Lahko pa vam, vse to vam ga pa lahko preberem, tudi imamo še časa. Ne? Evo, se pravi, zakon o rodovnem posestvu v Sloveniji. Lastnik, tele sem malo si dal literarnega vložka, ne? Za začetek uvod za ta zakon. Lastnik planeta Zemlje je tisti, ki je planet Zemljo ustvaril. To smo videli, da je to naredil, ne? Prvi stavek Svetega pisma. Zdaj, ker lastnika planeta Zemlje, ki je ustvaril, ni mogoče najti v katastrskem registru, le zakaj, se ta še naprej išče. Ne? Ko bomo našli lastnika, ga bomo vprašali, če je možno z natiskanim denarjem in obrestmi zaseči cel planet. Čeprav je denar narejen iz lesa in barv, ki jih je pa Bog naredil prvi, kjer že 3. dan. A vi veste, da je svet dolžen Rothschildu, ki ima Svetovno banko na čez, za 2 zemlje? Ne za eno, moramo še eno zraven narediti. Halo? Ok, zdaj to je bil literarni vložek. 1. člen, pravica do zemljišča, rekel sem peskovnika. Zakaj peskovnika? Zato, kot otrocov peskovnikov. Mi smo pa božji otroci, ki spoštujemo 10 božjih zapovedi in krotkim bo zemlja podeljena. Evo. Pravica do zemljišča, to sem povzel po ruski Anastasiji. Vsaka družina ali par ima pravico do svojega peskovnika v velikosti 1 hektara. Se pravi, mož in žena, 1 hektar, otrok, 3 bi se lahko preživeli, ne? Še zraven. Zemljišče, 1 hektar zemljišča za ureditev rodovnega posestva, ki ga dobi brezplačno in moderno varstvo za 1000 let.
pridelki iz posestva, kako tudi zemljišče, niso obdavčeni. To je za osnovno preživetje. In ne rabiš ti v službo hoditi. Komunisti so rekli, gremo v fabrike, delovna mesta imamo za vas, zemljo so pa pobrali. Pa kakšna je to država? Narediš služne in pol vsake 4 leta govoriš, da boš več delovnih mest naredil. Pa kaj, več služno? Pa konci tega, zemlja je do božjih otrok. Evo, 2. člen, podaritelji zemljišč. A bojo oni res zemljo podarili nam? Če zemljo podarijo nam, cerkev, si jo odvežejo greha. Se pokisajo in rečejo, evo, 54 tisoč hektarjev gozdov ne gre za razvoj slovenskega življa, ko se reče, za obnovitev slovenskega rodu. In 12 tisoč hektarjev bomo posadili za sadjem, za slovenski rod. Dajte to narediti, pa vam bo Bog odpustil. Rimokatoliška cerkev. Prosežem, da vam bo odpustil. Če daste nazaj, vse vam bo odpustil. Zemljišče bodo podarili. To je bilo malo v hecu, ker sem vedel, da ne bojo, ampak zdaj pa veste, na čem ste. Ne? Rimokatoliška cerkev v Sloveniji v skladu za božjo voljo, ne z mojo, in Mojzesovim, Izajevim, Jakobovim, Jezusovim naukom. Pa se vi to govorite, si to iz vaše knjige, si to vaša ustava, svetopismo, si nisem jaz mislil, sem pa podrobno prebral, sem imel čas. Evo, pole pa tole, Bog ustvari vesolje in človeštvo, v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Prva Mojzesova knjiga Geneza 1:1. Drugi stavek, mar ni v tem, da daješ lačnemu svoj kruh in pripelješ uboge brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, da ga oblečeš in se ne potuhneš pred svojimi rojaki. Izaija 58:7. Tretji stavek, in spet vam povem, lažje gre kamela skozi šovanko na uho, kakor bogotaš pride v Božje kraljestvo. Matej 19:24. In četrti, kaj pomaga moje brati, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del, Jakob 2:14. Drugi, ki bo podaril državljanom po ustavi zemljišče, te ne verjamejo Boga, mislim, da se bojo kar skrili v luknje. Da je to tisto, kar piše v razvedetju. In rekli bodo, skale padite na nas. In 400 tisoč hektarov bo za nas. Ali boste prej dali nam. Zdaj, v vsakem primeru je to od božjih otrok. Zdaj pa zberite, po kateri poti greste. Greste v luknjo, ali pa ostanete gor, pa zemljo razdelite slovenskim državljanom in fabrike zapremo dol. Seveda sklad kmetijskih zemljišč Republike Slovenije v skladu z ustavnimi zakoni Republike Slovenije, to sem jih pa prej naštel. Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, tega ni, če nimaš svoje hrane, ali se strinjate ali ne. 72. člen, vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, to sigurno mesta niso. Zakaj se more 300 tisoč avtomobilov v Ljubljano valiti, da je tle največ pljučnih bolezni, če bi lahko vsak na svojem hektaru kvačkal, šival, ne vem, oblov, karkoli že. 78. člen država ustvarja možnosti, da si državljan lahko pridobi primerno stanovanje. Ja, kje? Jankoviča bomo čakali, da bo 22 nastropne stolpnice delal. V not bo vse seval, da bomo vsi bolani v 5 letih z rakom zboleli. Halo, pa kjer ga farbate? Konc je. 3. člen, prednostni upravičenci do zemljišča, brezdomni Slovenci in Slovenke, nezaposljivi in brezposelni Slovenci in Slovenke, Slovenci in Slovenke, ki delajo v nezdravih življenjskih delovnih pogojih. To so vsi. Zdravih življenjskih delovnih pogojev več ni, ker je elektromagnetno sevanje toliko veliko, da se rakom zboleva. Ta dokument sem jaz napisal 31.10.2017. Na spletni peticiji je bilo 21 podpisov. Taka medijska blokada se dogaja. Ozimnico si lahko naredimo mi zdaj, jaz sem prejšnji teden nabiral orehe. V 2 dneh sva jih s prijateljicem nabrala na 30 kg ob Soči, v Bovcu. Zdaj še ne veter pihal, da bi kostani dol padali. Jaz počakam, da po noč fajn treska, buta, piha, dež pada in zjutraj grem ta prvi v megli in v 3 urah imam 30 kg. Če se znajdeš, če veš, če hodiš okrog, če opazuješ naravo. Žival več, človek pa ne. Službo hod, nima časa raziskovati, kje rase. To so rešitve, se pravi ozimnica, gremo v gost, peške, 300 sadik, blagovno menjavo med sabo si narediti, razglasitev domorodcev in oživitev dežel Slovenije je sicer v redu, da se ljudje prepoznajo pa povežemo, ampak to so spet pravne zadeve z mlinom na veter, bo težko.
Gremo zdaj nazaj. Razodetje 13, 16, 17. Tisto, kar nam govori, da gremo mi po svojo drugo pot, povezani gospodarsko in duhovno med seboj po celi Sloveniji. Svoje zdravstvo, svojo prehrano, svoje šolstvo, svoje gospodarstvo in zaščito in ostalo. Je razodetje 13, 16 do 17. Razodetje zadnje poglavje v Svetem pismu govori pa tole. Dosegla je, da so vsi, mali in veliki, bogati in reveži, svobodni in sužni, morali dati vtisniti na desnico ali na čelo žig. To je 1900 let star izraz za nekaj, kar takrat še niso imeli pojma, kva bo danes to robotizacija. Ne? In je to pač čip, ki je črt na koda gor in je gor denar. In s tem čipom bojo nadzirali tudi vse telesne funkcije. To smo vam že letos vse povedali, Kibor Klovič, Nedžet Lovič je testni zajček, da testirajo, če ta program dela, če se da daljinsko preko tega čipa, ko sem ustavil, nadzirati njegovo dihanje, vitamine, minerale, srčni utrip, misli brisati, spomin brisati, umetne sanje ustavljati, bolečine povzročati, whatever, karkoli. Nihče ni smel ne kupovati, ne prodajati. Jaz sem povedal letos februarja, da po mojem mnenju imajo samo en let časa, da to upeljejo. In to se zna zgoditi po novem letu, da bojo začeli ljudi čipirati s tem čipom. Znamenje zveri. Če tega ne boš imel, ne boš mogel temu sistemu kupovati in prodajati. Zato pa mi rabimo se med sabo povezati, da nas ne bojo čipirali. Se pravi, rabimo hrano, rabimo zdravnike, rabimo svojo energijo, pa malo vojske, a ne, recimo. Se pravi, se moramo povezati s takimi, ki se že 10 let borijo, da bi prišli neke svoje pravice dosegali. Vsak da svoj program od teh borcev in vsi za enega, eden za vse. Jaz ne vem, boste to razumeli. Imamo istega sovražnika. Če se boste šli po vojaško, veste, da so zavezniki. Sovražnik mojega sovražnika je moj prijatelj. To so vojaške doktrine. In mi se moramo samo povezati. 1900 let stara prerokba nam govori, nihče ne bo smel kupovati, ne prodajati. Ja, to pomeni, da boste crknili. Halo? Se pravi, mi se moramo zdaj pa tako kot srne, tako kot vevrce začeti organizirati, da bomo imeli vsega dosti, pa država bo crkljena. Mi pa ne bomo. No, to je to, kar mi je Bog povedal, zakaj vam moram to povedati. Mi smo v naslednjih 7 letih se bo to vse uresničilo. Do leta 2030 pride drugi Jezusov prihod, pride nazaj. V Lorberju piše, nisem se jaz tega izmislil. Ta Lorber je komaj 20 let v slovenščino preveden. In tole harmonko si pa le kakšni dajte prebrati. Zoreči imaš čas, 2 meseca branja, mogoče ti pa se kaj prebliska, da si prišel do konca karijere. Ne? Zdaj ne vem, ko boste vernikom tole razložili. Jaz bi vas vselih blagoslovil, da vas zaščitam, da vas ne bojo kam natakne. Hitro se lahko rešite, a ne? Vse ste brihtni. Zemljo date nam, pa s pepelom se posujete po razševino. Evo, to je to. Mislim, da sem čas svoj izkoristil, kakšne podrobnosti ne bi še. To nakratko, no. Evo. Recimo še 71. člen Ustave je varstvo zemljišč. Zakon določa zaradi smotrnega izkoriščanja posebne pogoje za uporabo zemljišč. Zakon določa posebno varstvo kmetijskih zemljišč. Država skrbi za gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalstva na gorskih in hribovskih območjih. Mi smo v zadnjih, od osamosvojitve do danes, sem videl en podatek, da smo izgubili ali 54 ali 64 tisoč hektarjev kmetijskih zemljišč, kjer je gor Hofer, Lidl in ostale neumnosti. No, to je ta famozni člen, 71. člen varstva zemljišč. Pa počepnala je država na vseh nivojih, to država vod mafija, cerkev pa tudi vod mafija, farizejska. Evo, zaključil sem, Bog vas blagoslovi.